Beletrina v živo. Pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes je z mano pesnik Miklavž Komelj. Govorila pa bova o njegovi novi pesniški zbirki To noč bom terjal od tebe tvojo dušo. Mogoče za prvo vprašanje bi vas kar vprašala, to je vaša 17. pesniška zbirka, torej že ogromno enih knjig ste objavili. Kako je drugačna od vaših preostalih del, v čem se razlikuje, kako ste pristopili k strukturi te zbirke? Lep pozdrav. To vprašanje je malo podobno vprašanju, kot če bi rekel, v čem se razlikuje ta tvoj otrok od nekega drugega tvojega otroka. Ne? Skratka, to so stvari, ki jih bolj seveda sam taki bere. Se z njimi ukvarja prav pač to določanje, pravzaprav razlik, seveda ima pa vsaka knjiga moja neko zelo svojo zgodbo, svojo sporočilo, svojo tematiko in ta knjiga pravzaprav že v naslovu sugerira: to noč bom terjal od tebe tvojo dušo, to noč neka konkretna situacija, v katero si postavljen, neka nepričakovano soočenje s samim sabo. In mislim, da ta knjiga ves čas pravzaprav to počne, odpira pravzaprav v neki konkretni situaciji. V tej knjigi je veliko referenc na konkretno duhovno, družbeno situacijo časa, v katerem je nastajala časa neke krize, nekega nelagodja v simbolnem in potem neko terjanje nekega soočanja s samim sabo in tudi z dušo. Tukaj imajo veliko vlogo tudi neki simboli primordialni. Skratka, v tej napetosti se ta knjiga ves čas dogaja. Tako da po eni strani je zelo močno upisan vanjo čas, v katerem je nastajala, ampak ravno ta trenutek je potem prekinjen z nekim udorom soočenja s tem, kar je onkraj časa, s tem, kar je neka esenca, ki si jo mogoče poskuša pozabiti včasih. In ko ste že omenili naslov, ta naslov je referenca na Biblijo oziroma ta vers prihaja iz Biblije. Lahko poveste, zakaj ste ga izbrali, kako se navezuje na vsebino zbirke? Ni čisto dobesedna referenca, tam je pač to noč se bo terjalo, bodo terjali od tebe tvojo dušo, tukaj je postavljeno v prvo osebo. S česar se pravzaprav, ko sem dajal naslov tej knjigi, se s tem niti nisem ukvarjal. Pravzaprav priznam, da sem imel v spominu ta citat v prvi osebi, potem sem ga šele šel preveriti in sem videl, da sem ga seveda predelal. Je pa v tej obliki z mano zelo dolgo časa živel. Uporabil sem ga kot zadnji vers ene pesmi, ki sem jo napisal že leta 1988. Mogoče ni tako zelo posebna, dobra bila tista pesem, ampak je pa na nek način strukturno zelo korespondirala s tem, kar sem poskušal v tej knjigi narediti. Tam je pač neka situacija, v kateri ne pričakuješ, pač neka kaotična, skoraj beleženje neke situacije, v kateri se znajdeš in potem, ne vem, odpreš knjigo in se pojavi: to noč bom terjal od tebe tvojo dušo. Neko totalno soočenje zahteva po totalnem soočenju. In zanimivo je, da se mi je ta vers potem poleti 2022, preden sem pravzaprav začel strukturirati to knjigo in pisati velik del te knjige, čeprav seveda en del pesmi je precej starejših tudi. Nikoli ne pišem, skoraj nobena moja knjiga ni taka, da bi bile vse pesmi samo iz enega trenutka napisane, ampak imajo vedno tudi znotraj en tak časovni labirint. So pravzaprav iz različnih trenutkov postavljene v skupni trenutek pesmi. In ta naslov se mi je pravzaprav pojavil pred tem, ko sem dobil impuls narediti to knjigo s to vsebino, s tem sporočilom. Včasih se zgodi obratno, ne? Da je pravzaprav knjiga in ne veš, iščeš pravzaprav naslov. Tomaž Šalamun, enkrat smo iskali skupaj en naslov za eno knjigo Metke Krašovec, in smo se prav spraševali in on rekel, naslov je nekaj, kar priplava kot
pluta, kar se pojavi. Ne? In tudi tukaj seveda se pojavi, ne? Je nek glas, ki se pojavi kot neka zahteva, kot po nekem soočanju. Ena od osrednjih pesnitev v tej zbirki je pravzaprav dolga, je skoraj 70 strani, je serija trovrstičnic anagramov. To je zelo zahtevna pesniška oblika, ki ste se jo lotili. No, in me zanima, glede na to, da je tudi tak jezikovni eksperiment, kako ste se tega lotili, zakaj so vas anagrami tako pritegnili in pravzaprav kako lahko sploh imate nekako, kako obvladati tako dolgo pesnitev, ko se jo piše? Ja, to je ena zelo posebna, pravzaprav ena procesualna zadeva. Nastajala, pravzaprav s te anagrami sem se ukvarjal že predtem. V knjigah Modra obleka, pa celo v knjigi Hipodrom imam eno pesem, ki je sestavljena iz anagramov. To se pravzaprav zelo na nek način spontano so se mi pojavili te anagrami. Prvič, ko sem se ukvarjal s Hansom Belmerjem oziroma Belmerjem in Uniko Cürn, ki sta se prav posebej ukvarjali s temi anagrami. Hans Belmer je rekel, če vsak dan napišeš anagram istega verza, je to kot en barometer duše. Ne? Tukaj je zelo zanimivo, že pravzaprav naslov sugerira, naslov te pesnitve ali cikla ali kakorkoli temu rečemo, noben atom človeškega telesa ni človeški. Ta vers je 999krat anagramiran v tej pesnitvi. In tukaj seveda že ta vers sugerira razmerje med tem telesom in temi atomi, v tem, kar je skrito v tem, tako kot so v tem stavku te stvari, ki ga seveda potem odkrivajo, pravzaprav stvari, ki so skrite tukaj noter, ga, kako bi rekel, tudi na nek način razgrajujejo kot neka atomska energija, ki se sprošča. Seveda je zelo težko najti en tak vers, ki bi omogočal toliko, pravzaprav permutacij. Tukaj je pravzaprav zelo nenavadno, to niti niso vse, ki sem jih napisal na anagrami, na ta vers, ne. To je dejansko en vers, ki omogoča tako rekoč neskončno nekih permutacij in tukaj me je seveda zanimalo to. Na neki način je postopek anagramiranja je sam po sebi to kombinatorika, recimo, ne. Vsi ti anagrami seveda vsi ti anagrami bi se lahko tudi pojavili v nekem računalniško generiranem, ampak seveda vsi ti anagrami so pisani iz konkretne situacije. Skratka, ne, to niso nastajali kot neka zgolj igra z nekimi črkami, ampak se pravzaprav zelo konkretno opisujejo spet v konkretno situacijo, s katero sem bil soočen in tukaj potem nastopi v vsakem verzu spet ta dvojnost med determinacijo in svobodo. Ne? Skratka, na nek način je totalna terminacija teh 43 črk, ki morajo biti pač uporabljene v tem verzu, če se nisem kje zmotil, kar je tudi možno. Na koncu sem sicer to zelo pregledoval. Ampak na drug način sem pa seveda zelo direktno, ravno ta determinacija pravzaprav omogoča nekaj obratnega od determinacije, nekaj, kar je zelo blizu recimo nadrealistični rabi jezika. Ne? In tukaj začel sem pisati te anagrame pravzaprav ravno v nekem trenutku, ko sem se zelo povezanega počutil duhovno z Tomažem Šalamunom, ko je umiral. In sem seveda v tem postopku nekaj magičnega ima ta postopek anagramiranja zame. Zdaj, ko ste omenili Tomaža Šalamuna kot nek pesniški vpliv, mogoče se ustavlja lahko tudi pri vašem nedavnem uredniškem delu. Torej, uredili ste zbrana dela Jureta Detelja in Srečka Kosovela. To je bil, predstavljam si, ogromen projekt. Kako je urejanje te pesniške zapuščine njune mogoče tudi vplivalo na vaše pisanje zdaj? No, to so bile zbrane pesmi Jureta Detelja, ker v njegovi zapuščini so še drugi teksti, in pa vsi dotedaj neobjavljeni zapisi Srečka Kosovela, skratka ne zbrana dela, ampak pri obeh je to seveda pomenilo res
dobesedno vsak list zapuščine zelo natančno predela. Tukaj je seveda ena taka vzajemna pravzaprav interakcija, ker to sta dva pesnika, pri katerih se tudi ne bi lotil sploh takega dela, če ne bi ene zelo močne korespondence z njima že prej čutil. Ne? Skratka, to sta dva pesnika, s katerimi sem se v močnem dialogu počutil ves čas. Ne? In tudi seveda delanje neke knjige, to je zanimivo, ene take kot sem recimo zlasti Kosovelove, ne? To seveda zahteva neko, čeprav je delana popolnoma tako strogo, lističi, prezentirani, nobenih posegov, ampak je to vendar kot bi bil en material ne montiran pri filmu in ti delaš neko montažo. In sem jaz seveda tudi zelo svoj način delal, tako kot bi delal eno knjigo svojih pesmi. Ne? Pravzaprav je neka sorodnost sploh v tem postopku, ko se dela neko knjigo. Ne? In tudi pri svojih pesmih pravzaprav zelo pogosto uporabljamo v novi knjigi neke pesmi, ki dolgo niso imele svojega mesta v nekih drugih in ki so dejansko, sem do njih prišel do enega tazga odnosa, kot bi gledal, ne vem, pesmi iz zapuščine nekega človeka, Kosovela ali pa Detele, in jih potem postavim v en nov kontekst, v eno novo sporočilo. Zdaj v zbirki se seveda lotevate mnogih tematik, ampak ena, ki se mi zdi, da izstopa, je soočanje s človeško minljivostjo in umrljivostjo. V eni pesmi zapišete: nesmrtnost je, da vse, kar je smrtno, umre in ostane vse. V pesmi Lažnost se pa referirate na Tarkovskega, ki naj svojim igralcem in igralkam ne bi dajal brati scenarijev, če na koncu filma umrejo, češ da bi jim to preprečili, da bi iskreno igrali. In najbrž je v tem neko skrito sporočilo, ker seveda človekova smrt je neizbežna. Kako se lahko v poeziji soočamo s tem, s človeško končnostjo? Ja, ta citat je zelo zanimiv. Tarkovskega, on je prav reče, ne, kako boš lahko iskreno igral, če od prvega prizora naprej veš, da boš v zadnjem prizoru umrl. In s to argumentacijo ni dal Tarkovski brati igralcem njegovih lastnih scenarijev vnaprej, da skratka so bili postavljeni neko dogajanje, ko niso vedeli, kako je determinirano. Ampak zanimivo je seveda, da omenja ravno to smrt, ne, ker je nekako običajno si predstavljamo scenarij na koncu smrti, da je smrt na koncu scenarija. In jaz se v tej pesmi, ki jo omenjate, se pravzaprav ravno čudim temu, sprašujem se, zakaj ta ideja. Ne? In tukaj se mi zdi seveda, a stvari res sledijo tudi življenju scenarijem, ne? A ima on to zato ne da scenarijem, da pač noče, da bi oni vedeli nekaj, da bodo z neko nevednostjo o lastni usodi igrali, ali gre preprosto za to, da življenje zares ne sledi scenarijem in končen tudi potem, jaz tukaj rečem, in da je to zadnji prizor, ali da bodo umrli šele na koncu. Ne? Skratka, ni tako samoumevno, kam je pravzaprav smrt locirana. Tako da, seveda, naslov To noč bom terjal od tebe tvojo dušo je sam po sebi, bi rekel, šolski primer neke memento mori, lahko ga tako beremo, tudi v Bibliji se na tak način pojavi. In večkrat se vidi, da je kdo pisal, tudi v zvezi z mojo poezijo, ne vem, tematizira minljivost. Mene pravzaprav veliko bolj kot minljivost me zanima neminljivost. Me pa zanima smrt, ampak smrt me pravzaprav zanima ravno v tem zelo živem momentu. Meni je zelo blizu misel, taka v bistvu magična, iniciacijska misel, ki jo ima v par svojih pesmih čudovito Michelangelo Buonarroti, ki reče: vivo della mia morte, živim od svoje smrti. Ne? In to seveda ni neko igranje z besedami, ampak
gre za to, kako pravzaprav tiste sile, ki se v odnosu do neke običajne tvoje eksistence kot razdiralne, kot smrt postavlja, kako jih pravzaprav spremeniti v svoje lastne sile. Ne? To je v bistvu v vseh iniciacijskih tradicijah je to bistvo iniciacije, pa tudi v veliki poeziji gre pravzaprav za to v umetnosti. Skratka, na ta način me seveda izredno zanima smrt, ravno kot nekaj nesmrtnega pravzaprav. Torej bolj izrekanje proti smrtnosti ali pa proti minljivosti tega, mogoče umre naše telo, ampak mi duhovno pa ne tako nekako. Ja, lahko tudi duhovno, lahko človek duhovno umre prej kot telo, ne? Tudi to se zgodi. Ne? Skratka, ravno niso samoumevno postavljene tukaj te stvari. Ne? Seveda, že zdaj ta duša je postavljena, ampak recimo to noč bom teril od tebe tvoje dušo je pač iz krščanskega teksta, to, kar ste pa prej citirali o nesmrtnosti, da vse tisto, kar je smrtno, izgine in še vedno vse ostane, to je pa pravzaprav neka bolj, bi rekel, starejša, bolj antična koncepcija nesmrtnosti, da si moraš pravzaprav ti ustvariti lastno nesmrtnost. Mislim, da ni to nekaj a priori vnaprej danega, ne? Se tudi v krščanstvu ni, ampak v krščanstvu je pač ta dogma o nesmrtnosti duše, ki je v vsakem primeru nesmrtna, ampak lahko pride v neko peklensko stanje, lahko v nebeško. V antičnem je recimo bolj predstava, da je duša nekaj, kar se tako rekoč razpusti v nek svet senc, medtem ko heroji, neki posebni ljudje si pa lahko ustvarijo neko diamantno, nesmrtno telo, skratka nekaj, kar preseže to smrtnost ravno s tem, da so pravzaprav tako neosebni, onkraj osebni, ne? En tak paradoks nastaja in tukaj v tej knjigi se pravzaprav zelo veliko ukvarjam in tudi seveda tudi s konkretnimi smrtmi, ki so se v tem prostoru zgodile v času, ko sem pisal, se precej soočam in samomori in tako naprej. Ste tudi avtor zbirke esejev Nujnost poezije in v enem eseju ste zapisali, da je nujnost poezije nujnost, da se naš svet spremeni v temeljih, torej da ima poezija neko preobražajočo moč. Kako vi to moč vidite, je prisotna danes? Kje je poezija tukaj na delu v spreminjanju sveta? Da, to mogoče zveni na prvi pogled zelo tako pompozno. Če gledamo mi nek družbeni status tega, čemur običajno rečemo poezija, pač v družbi, ne vem, ljudje ne berejo veliko več knjig poezije, ampak jaz seveda nisem s tem mislil tega. Mislil sem bolj na poezijo kot način obstajanja, neko temeljno dogajanje, ki je pa konstitutivno za obstoj simbolnega. Skratka, v tem smislu mislim, da se poezija, ne glede na to, seveda, kakšno imajo družbeno vlogo, ne vem, pesniške zbirke, to je povsem drugo vprašanje, ampak da pa je poezija konstitutivna za postavljanje koordinat simbolnega, pa ne samo v tem malarmijevem smislu, da pač pesniki naredijo čistejši smisel besed plemena, ampak čisto v tem smislu, kot nas je recimo psihoanaliza naučila, kako se pravzaprav tudi ljudje, ki pravzaprav na videz komaj znajo govoriti, mislim, ki v tem zavestnem stanju pravzaprav se ne ukvarjajo z nekimi zelo pesniškimi problemi, že na ravni tega, da oni sploh bivajo v simbolnem, da sploh si konstituiran v simbolnem, pravzaprav psiha tvoja nezavedno ene zelo komplicirane jezikovne operacije, ki so inherentno tudi pesniške, ves čas dela. Ne? Zdaj lahko jih seveda ti delaš zavestno, lahko one tebe delajo, ampak nekako se jim ne izognemo. Skratka, ta poezija tudi na tej jezikovni ravni je pravzaprav človekovemu bivanju v simbolnem inherentna in je zelo bistvena in v tem smislu seveda govorimo o teh temeljnih sveta. Kakšnih bralk si želite za to zbirko, kakšni bralci naj najdejo to zbirko, ali bo ta zbirka kakšne bralce našla tako? Ja, to je vedno odprto vprašanje. Kako bi rekel, seveda, ko pišem, se ne obremenjujem s tem, ne pa, da bi rekel, seveda, da to ni pomembno. Ne? Se mi zdi zelo čudovito, če jih
najde. Ne? Ampak mi tega tako in tako pravzaprav ne vemo. Nikoli, ko pišemo, oziroma ne vemo, lahko nekaj čutimo, ampak kako, na kakšen način, ali pa bralce v katerem času bo nekaj nagovorilo. Ne? Meni je zelo všeč, ko reče Van Gogh v enem pismu bratu Teu 1882, reče: jaz si želim delati take slike, da se bodo dotaknile src ljudi. Ali pa Yeats v enem poznem pismu Dorothy Wellesley reče tik pred smrtjo, ko piše svoje, po mojem mnenju, najboljše svoje pesmi, on reče: joj, zdaj sem pa spet prišel do tega daru, ki sem ga imel v mladosti, da pišem take pesmi, da se pa res lahko dotaknejo ljudi, da se korespondirajo z njimi. Ne? Ampak to je nekaj, kar se zgodi, če se zgodi. Ne? Ni to nekaj, kar bi bilo povezano z nekim načrtnim investiranjem v to. Ne? Gotovo pa upam, da najde ta stik. Ker seveda poezija, sploh umetnost, njeno življenje, njeno resnično življenje, tudi življenje neke knjige poezije je seveda vedno, vsak, ki ga bere, v bistvu na novo kreira to poezijo. In umetnost je živa pravzaprav tista, ki naprej inspirira dela umetniška, ki naprej živi, ki najde pravzaprav pogovor naprej. In to je tisto, kar jo dela živo v resnici. Za konec, če se še navezam na to vašo lepo misel na koncu, kakšna umetnost oziroma kakšna poezija se pa vas najbolj globoko dotakne? Kakšna, zelo različne. Ne bi je mogel opisati z nekim vnaprejšnjim. Blizu mi je poezija, ki je po svoje zelo direktna, ki se pač direktno dotakne bistvenega, ampak to lahko načne na zelo različne načine. Po eni strani mi je zelo blizu ta poetika, japonske poezije. Tudi v tej knjigi imam nekaj vplivov tega, ali pa referenc, navezovanj na to. Skratka, ta v bistvu z minimalnimi besedami dotakne se, tako kot pravijo stari Japonci, pesem, nekaj, kar brez naporom, z enim samim dihom, brez napora premika zemljo in nebo. Skratka, maksimum nekega delovanja z minimumom besed. Po drugi strani je pa lahko seveda to doseženo tudi zelo labirintskimi strukturami. In tudi v tej knjigi imam pravzaprav to oboje. Ne? Imam tako rekoč nekaj čist hajkujev in pa čisti labirint nekega toka teh permutacij besednih. Ne? Tako da pravzaprav so mi pa blizu iz tega, lahko rečem, so mi blizu pravzaprav te na nek način skrajne pozicije, ne? Skrajne v smislu radikalne, skrajne. Khalil Gibran je rekel, od vseh ljudi imam najraje skrajneže. Najlepša vam hvala. Hvala vam za ta pogovor in za čudovito povabilo k branju zbirke. Hvala vam. Hvala vam. Beletrina v živo.